Sam na oddaljenem otoku, brez hrane, brez pomoči, okoli mene so bili sami morski psi. En cilj, uloviti dovolj živali, da preživim. Pravkar sem zgubil svojo sulico in ta preživetvena pustolovščina se začne prav zdaj. Juhu, 7 kasneje, prijatelj! Pravkar so nas odložili na tem otoku sredi ničesar in tukaj bomo morali preživeti. Na tej misiji nimamo hrane, imamo samo malo vode in nimamo kje spati. Cilj je ugotoviti, ali lahko ujamem živali s 3 različnimi orožji, da pobegnem z tega otoka. Šele takrat lahko uporabim ta telefon, pokričem na pomoč in me pridejo rešiti. Tam zgoraj imam samo malo vode, da zdržim. To je vsa voda, ki jo imamo. Tukaj imamo vso našo snemalno opremo. Fantje jejo tukaj. Tukaj so vsa naša orožja. Imamo plavuti za potapljanje in majhen prenosni štedilnik. To je praktično vse. Zdaj vam želim pokazati orožje, ki sem ga izbral za prvi dan. To tukaj, fantje, je moja podvodna puška. To bo zagotovo najlažje orožje tega izziva. Lahko zaplavamo naravnost obale in preverimo, če lahko ulovimo kakšno hrano. Zdaj je verjetno približno poldne, tako da imamo še 4 ali 5 ur, preden pade noč. In potem moramo ugotoviti, kje za vraga bomo spali na tem otoku. Nimam pojma, ali bodo tam velike ribe, jastogi, morski psi. Rad bi videl, če lahko ugotovimo, kje za vraga bomo spali na tem otoku. In če obstajajo kakšne naravne strukture, ki jih lahko uporabimo, zgradimo zavetje ali morda najdemo kakšno vodo. Bom pustil opremo tukaj. Začeli bomo raziskovati. Imamo svojo mačeto. To nam bo omogočilo, da zberemo nekaj lesa ali pa če najdemo kakšne živali med valovi, obob ali kaj podobnega, jih bomo lahko ujeli. Človek, poglej ta otok. Vzemiva nekaj teh. Poglej to, samo malih posrkaš, pa je nekaj školjke noter. Ampak čovek, to je dober. Tista stvar je pošast, spravimo jo dol. Ne vem, zakaj je bila tista kisla, tista ni bila preveč dobra. Libido gre čez streho, potem ko poje. 500 teh stvari. Kar ribe dejansko naredijo je, ko se plima začne dvigovati, pridejo na te skale in se prehranjujejo z vsemi temi vitičnjaki. Tako da, ker se bo plima še malo dvigala, bo to dobra priložnost za naju, da začneva loviti in vidva, če lahko odkljukava prvo orožje izziva. Ja, dobesedno me zebe do kosti. Potrebujemo, da posije sonce. Obljubim vam, ne lulam v hlače, ampak občutek je tako dober. Človek... Preveč informacij. Tukaj zgor je neki sadja, vidiš ta kaktus tukaj. To sadje lahko dejansko poješ. Poglej, kako sok teče iz njega. Moj bog, zunanjega dela ne smeš jesti, ker ima te mehne bodice, ki se ti zapičijo v kožo. Stisnemo ga večen, imamo razpoprav usta, ne, da bi dobil bodice. To je tako dober. Okus ima malo po pitaji, če bi bila nekoliko bolj kisla. Zdaj, fantje, res želim videti, če lahko v naslednjih nekaj dneh dobim kaj dobrega iz morja. Govorimo o velikih ribah, jastogih, lignjih. Nič ni varno. Mala zapuščena otočka, samo jaz in vi, da vidimo, če lahko ujamemo svojo hrano. Juhu, prav, gremo. Če zdaj ne ujamem nobene hrane s to podvodno puško, bomo v težavah, to je gotovo. Plavamo naravnost z tega otoka. Nimam pojma, kaj naj pričakujem tukaj. Gremo. Prav, tega ne bom jedel, ni šans, ni govora.
Ja, draga, poglej barve te koralne postrvi zdaj. Prav začeli bomo čistiti tega lepotca, to bo naša večerja. Prav, vzemimo našo koralno postrv. To je mačeta, ki se uporablja za podiranje dreves, ne za filiranje rib. Ampak meso se dobesedno še vedno premika in jaz bom začel rezati stran od kosti, voditi nož, slišite ga ob kosti, samo še režem navzdol. In potem bom preprosto odrezal naravnost s hrbtne strani repa. To je čudovit file koralne postrvi. Praktično ni ostalo nobenega mesa na tem okostju, zato ga bomo dali na stran in imamo svoja dva kosa. Pravkar sem ga spustil v pesek. Zdaj, vsaka žival je drugačna, fantje. Riba ima različno veliko krvavo progo, ki poteka po sredini. Ta tukaj pa je praktično sploh nima. In ta krvava proga mesu običajno daje kovinski okus. Zato veliko rib velja za manj okusne za jesti. Nekateri ljudje menijo, da so to najbolj okusne ribe v oceanu. Komaj čakam, da jih poskusim. Imamo hrano za prvi dan, prijatelj. Jutri bomo uporabljali samo še težja orožja, meso si bomo priskrbeli kar z njimi. Dal sem jo s kožo navzdol. Najprej jo bom pustil, da se malo skuha, nato pa jo obrnem. Vidite, da se meso počasi začne spreminjati. Kako izgleda? Zato to počnemo, človek. Ribe se lepo pečejo, tukaj zgoraj, vzdušje ob sončnem zahodu je popolno. Zdi se, da je skoraj pripravljeno. Poglej barvo tega. Vidite, dobesedno se razpada. Izgleda kot meso jastoga. Poglej tole tukaj. Koralna postrv. Neverjetno, res. To je naš obrok z našim prvim orožjem, fantje. Jutri zjutraj je nov dan in imamo še dve orožji, ki jo moramo preizkusiti. Nekaj je v tem, da si sam na otoku. Prav zdaj se počutim povezanega z Bogom, fantje, veste. Zato živimo. Offshore Tales. Gremo! Imamo morskega psa v priboju tukaj. O, nekaj velikih morskih psov je tukaj. Ga vidiš? Poglej ga tukaj. To je noro, človek. Vonjajo lahko stare ribje ostanke. V idealnem primeru bi ga rad hranil iz roke. Ampak mislim, da ne bo prišel tja noter. Poglej ga, pripravljanje tukaj je, prihaja po to. O, to je noro, človek, to je divje, človek. Ob sončnem zahodu imamo morske pse, ki plavajo ob obali. Dobesedno hranim morske pse iz roke v pasu valov ob obali. In jutri zjutraj bom tam potapljal in lovil svojo ribo. In z njo priplavam na obalo. Ni najbolj pametna stvar, ki jo lahko narediš. Na planetu Zemlja sonce zahaja. Ostalo nam je le še malo svetlobe. Pripravljam se na noč, ki je pred mano. In potem jutri zjutraj začnemo znova. Draga, nova orožja, nove živali, nove avanture in upajmo, da bomo končno videli nekaj prekletega modrega neba. To je tako dober. To bo odganjal komarje in me malo grel za nocoj. Nisem imel časa, da bi si ustvaril kakršnokoli zavetje in mislim, da ga res ne potrebujem. Vreme zgleda kar dobro. Tukaj imamo naš nahrbtnik z vsemi našimi stvarmi, ampak kar lahko naredimo je, da ga napolnimo z zrakom. Praktično imaš tam mini postlo, sonce zahaja za obzorjem, ne umaknem svojo umazano glavo iz kadra. Tako, evo. Ja, baby, še en nor dan in jutri gremo spet naprej. Povsem nova orožja, nove živali, nove avanture. Kar se tiče spanja na pesku, fantje, to sem počel že velikokrat. Vedno se zdi udobno, približno 2 uri, potem pa moja hrbtenica reče: adijo, brate, to je čisto fuč. Prijata iztegnijo kot mačka in bom pripravljen, draga. Imamo le še približno 10 minut, preden bo popolna tema. Če se po noči zgodi kaj norega, ti bom zagotovo sporočil. Ampak jutri se vidimo zgodaj zjutraj za drugi dan in stvari bodo postale še veliko bolj divje. Se vidimo takrat. Dobro jutro, fantje. Moral sem iti na jutranje plavanje, da sperem ves tisti pesek sebe, fantje. Po noči je postalo res mrzlo, sred noči. Dobesedno sem zmrzoval, imel sem samo tisto majico na sebi. Zbudili smo se v enega najbolj norih dni doslej. Človek, imam občutek, da imam hrbtenico malo zvito. Verjetno bi se lahko skril v senco odpirača za steklenice, ampak sem toliko srečen človek, ker imamo modro nebo in zunaj je danes kristalno jasno. Cilj za danes je preveriti, ali lahko odkljukamo še zadnji 2 orožji. Pojmo nazaj do tabora.
Tako da nam je verjetno ostalo vode samo še do tam. Na tem otoku praktično nimam drugega načina za zbiranje vode, ni nobenega naravnega vira vode ali kaj podobnega, ker nam to zmanjka, smo popolnoma končali. Kar se zgodi zgodaj zjutraj, fantje, je, da so vse živali zelo aktivne, običajno se vabne ribice dvignejo na površje, okoli so vse velike ribe. Zato mislim, da bo to popolna priložnost za nas, da vidimo, a lahko dobimo kakšno hrano. Vzel bomo ročno sulico, se takoj odpravili z tega otoka in poskusili ujeti kakšen zajtrk, da začnemo ta prekleti dan. Kaj za vraga španska skuša je pravkar vzela sulico? Sploh je nimam več, zdaj so povsod morski psi. Morski psi prihajajo, ker sem začutil ta nemir, nimam več kože. Fantje, stvar je pravkar odletela, moral bi ga imeti pripetega na pasni kolut. Nisem mislil, da bom videl veliko špansko skušo v teh plitvinah, kaj? Ne morem verjeti, da plavam nazaj na obalo brez orožja. O moj bog! Pravkar sem zgubil svojo sulico. Kaj se je pravkar zgodilo, prijatelj? Iskal sem trout tuskije, ki so bile ujete v plitvini. In potem sta prišla tista velika španska skuša, 2 sta bila, in sem ju nameril s to ročno sulico. In sem razmišljal, kot da bi lahko verjetno zadev smrtonosni strel, stegnil sem roko in bum! Zadeva ga je samo prebodla, ampak očitno ga je zadela samo v telo in riba je samo odplavala. Brate, poskušal sem plavati za njo. Počutil sem se kot Ian Thorpe, mogoče s padalom za sabo. Nisem mogel, prijatelj, ujeti ga. Pravkar sem zgubil naše orožje, fantje. O ne, takoj, ko sem ustrelil tisto ribo, ste videli, da so začeli prihajati vsi morski psi. Začutili so vznemirjenje. Okoli mene so bili morski psi. Pokazal sem jim sredinec. Fantje, kaj? Najslabši del vsega tega je, da nosim tole tukaj. In to je tisto, čemur pravimo pasni kolut. In v bistvu je to rola, ki ima dodatno vrvico prav za takšne situacije. Težava je bila v tem, da nisem pričakoval, da bom videl ogromno špansko skušo v 3 metrih vode. Ne morem verjeti, da se je to pravkar zgodil, stari. Jaz bom to štel, fantje, sporočite mi v komentarjih, če mislite, da naj to štejem ali ne, drugače nikoli ne bom zapustil tega otoka, fantje. Skoraj bi mogel na rekonstrukcijo rame, ker sem plaval za tisto stvarjo. Ampak če se sprašujete, kaj se bo zgodilo s tisto ribo, torej po mojem mnenju sem jo ustrelil,
švigala je stran in potem bi jo morski psi verjetno raztrgali na koščke. Naj vam pokažem še tretje in zadnje orožje, ki je verjetno tudi moje najljubše od vseh, fantje. To je v bistvu podvodni lok in puščica, samo ustavite ga tukaj v luknjo, ga napnete in pripravljeni ste na akcijo. Draga, ta stvar je res nora, človek. Sledi podvodni lok s puščico. Moramo si dvigniti raven testosterona, potem ko smo porabili prekleto 800 kJ za lovljenje tiste španske skuše. Daj dober star sap, okus oceana, fantje, dojenčki. Premišljujem, ali grem zdaj ven, ker vem, da je naokoli veliko morskih psov. Ampak veste, fantje, moramo iti tja ven. Sledi lok s puščico, jebem ti, gremo, baby. Mislim, da je ta lok in puščica težja, kot izgleda. To je bilo veliko težje, kot izgleda s tem lokom in puščico. Misija neuspešna, nisem našel sulice, nisem mogel ujeti ribe. Kar trenutno razmišljam je, da se moram malo umiriti. Sem izčrpan, potrebujem nekaj tekočine, preklet težko, s tem lokom in puščico. Edina stvar, ki sem jo zadev, je bil prekleti zrak. Verjetno je zdaj že okoli pol dneva, ampak idealno bi bilo, da dobimo nekaj hrane, preden sonce danes zaide, fantje. Ker imam v naši steklenici za vodo le še toliko vode in nočem ostati tukaj, če mi ni treba. Poglejte tole tukaj. To je mrtva rakovica, ki ga je naplavilo majhen košček raka. To ni bilo prijetno. To je kar dober razgled. Tako lahko vidite, kje smo se potapali vzdolž te obale tukaj in to je plaža, kjer smo plavali. Naprej. Zdi se, da so razmere zdaj postale nore, veter je ponehal, vidiš, da je plima prinesla veliko vode. Zunaj je videti kristalno čisto, skoraj sem brez vode, ostalo mi je le še malo, poskušam prihraniti čim več. Fantje, to je naša zadnja priložnost, da zaključimo s tem zadnjim orožjem in se spravimo stran od tod. Držimo pesti, da nam uspe ujeti kakšno žival z lokom pa puščico. Gremo naravnost tja, lok pa puščica, gremo!
Ja, to je ideja. Ta je pa okusna. O moj bog, to tam zunaj je bilo neverjeten. Danes sem se res namučil, to je zagotov. Ampak vseeno smo ujeli nekaj rib, dobili smo to čudovito mehko iverko, ki sem jo nabodel z sulico. Videli ste, da se je samo premikal po pesku, ujeli pa smo tudi tega malega trska tukaj, ampak bo čudovit. Nad ognjem. Videli ste tiste ogromne španske ribe, ki so prihajale mimo. Nekaj sem jih videl. Potegnil sem svojo sulico nazaj in si rekel, naj to storim. In potem sem si mislil, ne moram izgubiti 2 orožij v enem dnevu. To bi bila res katastrofa. Brate, zakaj vedno vidim najboljše ribe, ki imam najslabše orožje? Človek, uspel nam je. Mogoče ni ogromna, fantje, ampak saj neki smo ujeli, tako kot jaz. Tako srečni smo, da smo včeraj dobro jedli, fantje. Ker sem zdaj toliko lačen, nisem nič jedel cel dan. Toliko sem lačen, da bi pojedel vola. Zdaj bomo samo hitro očistili te ribe in se jih znebili. V redu, znebil sem se vseh glav in drobovine, tega nočemo. Ostalo nam je samo telo, ki je polno mesa. Enako bom naredil z iverkami. Le da so te iverke v bistvu kot krožnik mesa. Ko so mlade, imajo oči na obeh straneh glave. Ko pa odrastejo, se eno oko premakne na eno stran glave. Ležijo v pesku in uporabljajo svoj velikanski gobec, ter preprosto posesajo plen. Odrezal mu bom glavo, jo odstranil, stari. Imeli bomo 2 ribi pripravljeni, da gresta naravnost na ponev. Ne jih dam naravnost gor, poslušaj, kako cvrči, draga. Ja, te ribe morda niso ogromne, ampak to je 100% zmaga. Ribe imamo na ognju. Kakšno je stanje zdaj? Vse? Verjetno se že dobrih 15 minut kuha. Zdaj lahko vidiš, da ima že kar lepo barvo. Mislim, da je pripravljena, kaj ne? Položili jo bomo kar tukaj. Mislim, da začnemo s to iverko. Poglej, kako se meso lepo loči. V redu, poskusimo jo. O, to je tako dobro, človek. Lahko dobesedno samo izlečemo kosti, tako ga odstranimo in druga stran je samo meso. Poskusimo tega polenovko, fantje, da vidimo, kako bo šlo. Meso zdeja kar dober. Poskusimo jo. Wow, to je res dober. Mislim, da je iverka zmagovalka, fantje. Definitivno malo boljša ka polenovka. Dobro opravljeno, izziv je zaključen. Lahko prideš po mene. Gremo. Sonce zahaja za obzorjem.
In moj prevoz je tukaj. Uspelo nam je. En otok, 3 različna orožja. Čas je, da gremo tukaj. Ne pozabite všečkati in se naročiti. Vidimo se v naslednji divji avanturi.